Spoštovani, na prizorišče prihaja ministrica za obrambo Republike Slovenije, gospa Andreja Katič, v spremstvu načelnika generalštaba Slovenske vojske, generalmajorja dr. Andreja Ostermana in poveljnika Centra vojaških šol, brigadirja magistra Vilibalda Polšaka. Gremo! Še moraš dati roko. Bravo! Spoštovani gostje, lepo pozdravljeni. Danes smo se zbrali ob priložnosti proslavitve zaključka šolskega leta 2016 na šoli za častnike in poveljniško-štabni šoli Centra vojaških šol Slovenske vojske. Šolanje je v tem šolskem letu uspešno zaključilo 47 slušateljev v šoli za častnike, 13 slušateljev na štabnem šolanju ter 15 slušateljev na višjem štabnem tečaju v poveljniško-štabni šoli. Današnji diplomanti obeh omenjenih šol so v teku šolanja osvojili znanja in oblikovali vojaške vrednote, kar jim bo omogočalo uspešno delovanje v različnih okoljih in sodelovanje z različnimi akterji. Kot profesionalni bodo sposobni svobodne kritične misli, ustvarjalnosti, iniciativnosti in bodo pripravljeni na izmenjavo strokovnih mnenj. Pred mikrofon vabim današnjega gostitelja, poveljnika Centra vojaških šol, brigadirja magistra Vilibalda Polšaka. Prosim. Spoštovani, ministrica za obrambo, gospa Andreja Katič, župan mestne občine Maribor, dr. Andrej Fištravec, načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor dr. Andrej Osterman, dekani fakultet, poveljniki vojaških šol in enot Slovenske vojske, pripadniki Centra vojaških šol, spoštovane gospe in gospodje, cenjeni gostje. Dovolite mi, da poseben poklon namenim današnjim slušateljem šole za častnike in poveljniško-štabne šole, ki z današnjim dnem zaključujejo pomemben segment v procesu izobraževanja njihove vojaške kariere. Že Napoleon je vedel, da svetu vladata dve moči, meč in človeški um. In gledano zgodovinsko je meč vedno izgubil proti slednjemu. Meč, pogum in znanje so bili navdih tudi velikemu vojaškemu voditelju, generalu Maistru, za odločilna domoljubna dejanja pri ustvarjanju zgodovine slovenskega naroda. Temu zgledu sledimo tudi v Centru vojaških šol, kjer gradimo sodobno vojaško voditeljstvo. Spoštovani slušatelji, odločili ste se za poklic, v katerem je eden od osnovnih elementov voditeljstvo. Voditeljstvo je v resnici način delovanja vojske
in odločilen del kolektivnega uspeha danes in jutri. Skupaj se spreminjamo, da bi se prilagodili spremembam vse bolj zapletenega in negotovega okolja, ki zahteva pametnega, pogumnega, čvrstega in značajnega voditelja. Potrebno je učiti se hitro, sprejemati zdrave odločitve in učinkovito upravljati spremembe. Naprej določenih rešitev v takšnem okolju ni. To zahteva prilagajanje in inovativnost misli, pripravljenost za preudarno sprejemanje tveganja. Zahteva sposobnost prilagajanja, temelječo na razumevanju okolja. Voditeljstvo v demokratični vojski pomeni čvrstost in ne krutost. Pomeni razumevanje in ne šibkost. Pomeni plemenitost in pogum in ne sebičnost. Nekoč je veljalo prepričanje, da je edino moškega smiselno vzgajati za bojevnika. Dokaz, da temu ni tako, vam lahko danes s ponosom predstavim slovenske častnice, ki so enakovreden in enakopraven del svečanega postroja. Tako v miru, kot v vojni, voditeljstvo od nas zahteva osebno zavzetost, stalno učenje in samoocenjevanje ter strast do naših vojakov in enot. Biti voditelj ne pomeni ukazovati, temveč pomeni zaslužiti si spoštovanje. Pomeniti voditi z osebnim zgledom, ustvarjati pozitivno klimo in tako navdihovati ostale ter svojo enoto izgraditi do odličnosti. Spoštovani, slušateljice in slušatelji, ni učnega programa, ki bi vas lahko pripravil na vse izzive prihodnosti. Na svoji vojaški poti boste delali tudi napake, poštene napake. Soočili se boste s težkimi dilemami in odločitvami. Ampak to vse je del procesa učenja, umetnosti, voditeljstva. Vsi mi moramo ponotranjiti vojaške vrednote ter dokazati nedvomno integriteto in značajnost. Ostati moramo vedno resnicoljubni, tako v besedah, kakor v dejanjih. Ker jim vojaki zaupajo, vojaški voditelji tega nikdar ne smejo zlorabiti. Ker zaupanje je temelj naše profesije. Sodelavci in vsemi ostalimi, ki ste in so pomagali pri izvedbi izobraževanja, smo se trudili in vam ponudili vse, kar v tem trenutku imamo in zmoremo. Verjamem, da se v svoje okolje vračate pripravljeni, zrelejši in boljši. Vsem se zahvaljujem in čestitam za pošteno opravljeno delo. Vem, da komaj čakate novih izzivov, dokazovanja in uspehov. Mi vam popolno zaupamo. Zato pojdite zdaj pogumno in navdihujte svoje ljudi. Srečno! Brigadir, hvala lepa. Današnji dan bomo popestrili tudi s kulturnim programom. Slišali smo že orkester Slovenske vojske pod vodstvom dirigenta Gregorja Vidmarja. V nadaljevanju pa nam bo orkester Slovenske vojske zaigral venček ljudskih. Izvolite.
Hvala lepa. Center vojaških šol ima svoj sedež v kadetnici v Mariboru, v stavbi, ki je skozi zgodovino tesno povezana tako z mestom kot z vojaškim šolstvom. Pristno sodelovanje poteka tudi danes in dokaz tega je tudi današnja slovesnost v centru Maribora. Za pozdravni nagovor prosim župana mestne občine Maribor, dr. Andreja Fištravca. Prosim. Dragi in spoštovani, lepo pozdravljeni. Tisti, ki niste od tu, še enkrat lepo pozdravljeni v najlepšem slovenskem mestu. Kmalu bo minilo 100 let od prvega postroja osvobodilne slovenske vojske pod vodstvom generala Rudolfa Maistra prav na tem trgu. Zato danes nismo slučajno tu, kot tudi se ta trg ne imenuje slučajno Trg svobode. In tudi spomenik našim borcem med drugo svetovno vojno, našim partizanom, pregnancem in vsem padlim pod fašističnim in nacističnim škornjem ne stoji slučajno prav tukaj. Maribor je ponosen, da lahko gosti toliko slovenske vojske. Maribor je ponosen, da je sedež slovenskega vojaškega, jaz kar pravim slovenske vojaške univerze. Maribor je ponosen tudi na svojo zgodovino in nima razloga, da gleda v stran. Zato še enkrat dobrodošli. Želim si, da bi skupaj, tako kot od začetkov kadetnice, ki je bila pravkar omenjena, razvili še kakšno inovacijo, kot so jo vaši predhodniki v kadetnici. Namreč tam smo imeli prvi mariborski vodovod, 30-40 let predno je vodovod dobilo mesto. Dobrodošli, vse dobro in čestitke, cvet Slovenske vojske. Hvala lepa, gospod župan, za vaše besede. Gardna enota Slovenske vojske je visoko profesionalna in izurjena vojaška enota, ki opravlja naloge najvišjega vojaškega in državnega protokola. V letošnjem letu Garda Slovenske vojske skupaj s policijskim orkestrom praznuje 25. obletnico častne enote Republike Slovenije. Danes vam bodo gardisti prikazali posebna postrojila Garde Slovenske vojske. Izvolite. Vidno, okrog, nalevo, 5 korakov naprej, okrog, nalevo, desno obravnaj se, mir, dol, namest, vod, namest, prosto,
strelbu. Mama. Hvala gardi Slovenske vojske. Vidno. 5 korakov naprej. Na desno poravnaj vse. Skozi čas izobraževanja so novi častniki poleg izurjenosti in discipliniranosti oblikovali sposobnost kritične presoje in aktivnega odzivanja na nepredvidljive razmere. V čast nam je, da je danes ob tem izredno pomembnem dogodku, predvsem za slušatelje, ki danes zaključujejo svoje šolanje, prav tako pa tudi za Slovensko vojsko, ki bo z današnjim dnem bogatejša za 47 novih častnikov, z nami ministrica za obrambo Republike Slovenije, gospa Andreja Katič. Ob tej priložnosti k besedi vabim današnjo slavnostno govornico. Gospa ministrica, prosim. Spoštovani, župan mestne občine Maribor, načelnik generalštaba Slovenske vojske, poveljnik centra vojaških šol, pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, Mariborčanke in Mariborčani, cenjeni gostje. Najprej bi vam rada prenesla opravičilo vrhovnega poveljnika obrambnih sil, predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, ki se danes udeležuje pogreba velikega državnika in borca za mir na Bližnjem vzhodu, gospoda Šimona Pereza, in zato žal ne more biti z nami. Spoštovani, počaščena sem, da lahko danes tu, v Mariboru, v univerzitetnem mestu in mestu slovenskega vojaškega šolstva, nagovorim nove poročnice in poročnike Slovenske vojske. Današnja priložnost, ko bodo promovirani novi častnice in častniki Slovenske vojske, ter ko bodo po končanem štabnem in višještabnem šolanju v poveljniško-štabni šoli naredili nov korak na svoji profesionalni poti v Slovenski vojski, je za vse nas, ki delujemo v obrambnem sistemu, izredno pomemben dogodek. Prepričana sem, da sta kakovostno izobraževanje in usposabljanje pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske eden od temeljnih pogojev za nadaljni razvoj ter usposobljenost in pripravljenost Slovenske vojske. Vsi, ki boste čez nekaj minut prejeli prvi častniški čin,
Ste na začetku svoje vojaške kariere. Prevzeli boste prve dolžnosti. Pokazati in dokazati boste morali svoje strokovno znanje. Predvsem pa boste odgovorni za usposabljanje in delo vaših podrejenih vojakov in počasnikov. Od vas bo v najtežjih trenutkih odvisno njihovo življenje in njihovo zdravje, pa tudi izpolnitev naloge vaše enote. Morda se boste morali soočiti z težkimi odločitvami, a nikoli ne pozabite, da je vaša naloga skrb za pripadnike enote. Častnice in častniki, ki ste uspešno upravili štabni in višještabni tečaj, ste se že preizkusili v upravljanju štabnih dolžnosti, častniških dolžnosti. S končanim tečajem se vam tako odpirajo nove poti v vaši karieri, s tem pa tudi večje odgovornosti. Znanje, ki ste ga vsi vi na izobraževanju pridobili, je zagotovo dobra podlaga, da boste tudi v prihodnosti svoje delo uspešno upravljali. Dejstvo je, da prevzemate nove dolžnosti v času pomembnih dogajanj in sprememb v varnostnem okolju. Strateški okvir, ki ga opredeljujejo ključne naloge nacionalne obrambe v okviru kolektivne obrambe, sodelovanje pri obrambi zavezniških držav, prispevanje k mednarodnemu miru in stabilnosti ter pomoč državljanom, pomoč drugim državnim organom, se je namreč v zadnjih letih zelo spremenil. V lanskem in v letošnjem letu smo se kot tranzitna država soočali z izzivi, ki jih je predstavljal val beguncev in migrantov, ki so prehajali naše ozemlje. Ti izzivi so zahtevali obsežnejše angažiranje vseh nacionalno-varnostnih struktur. Sodelovanje Slovenske vojske oziroma podpora policiji pri tem zahtevnem izzivu je bila dodatna naloga, ki je bila opravljena z odliko. Za našo skupno varnost je tako izredno pomembno, da bodo naša obrambna strategija in obrambne sile takšne, da se bodo sposobne odzvati na kakršenkoli izziv s čim manj prilagoditvami. Žal pa so gospodarska kriza in predvsem varčevanje v javnem sektorju ter posledično zmanjševanje proračuna v zadnjem obdobju zelo globoko zarezali v delovanje obrambnega sistema. Zmanjšan obseg finančnih sredstev, ki smo jih imeli v tem času na voljo, je bil dovolj le za pokrivanje tekočega delovanja in nujno vzdrževanje opreme. Denar za investicije se je zmanjšal na minimum, kar se kaže predvsem v zaostajanju pri opremljanju Slovenske vojske s sodobno oborožitvijo in opremo. Kljub zmanjšanim sredstvom pa nam je vendarle uspelo, da smo nekaj denarja namenili tudi raziskovalnim projektom. Upam, da bo investicij v raziskave in v razvoj v prihodnje še več. Vesela pa sem, da je tej vladi uspelo zaustaviti padanje obrambnih izdatkov in zadovoljna sem, da je naš namen, da od prihodnjega leta postopno zvišujemo obrambni proračun ter da znova zaženemo investicijski cikel. To bo končno utrlo pot nadaljnjemu razvoju Slovenske vojske in celotnemu obrambnemu sistemu. Težko je vse primanjkljaje nadoknaditi v relativno kratkem obdobju, vendar verjamem, da nam bo s skupnimi prizadevanji na vseh področjih uspelo začrtati pravo pot. To moramo narediti, vendar bomo lahko uspešni le skupaj. Ključni za Slovensko vojsko ste njene pripadnice in pripadniki, naše vojakinje in vojaki. Danes upravljate svoje naloge na Kosovo, v Bosni in Hercegovini, v Afganistanu, Maliju, Iraku in na Bližnjem vzhodu. Na vas smo ponosni in na vas računamo, ko bo najtežje. Zato vam moramo zagotoviti ustrezne pogoje, opremo za delo in primerno plačilo. Za nadaljnji razvoj Slovenske vojske so ključni dobri voditelji, kompetentni vojaški voditelji, sposobni razmišljanja v kompleksnem okolju, sposobni hitrega prilagajanja spremembam, sposobni sprejemati odločitve in sposobni izgraditve enote za uspešno izvajanje nalog. Takšne voditeljice in voditelji ste danes tukaj. Ponosna sem na vas. Verjamem, da boste še naprej častno nosili uniformo Slovenske vojske in skrbeli za njen ugled. In se seveda tudi zavedali, da smo vsi skupaj v službi naših državljank in državljanov. Iskreno vam čestitam za končano šolanje.
Iskrene čestitke vam želim tudi v imenu Vrhovnega poveljnika obrambnih sil, predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Verjamem, da z nami deli misli, ki sem jih povedala. Uspešno nadaljevanje dela v službi domovine vam želim. Hvala in srečno! Gospa ministrica, hvala lepa. Sedaj pa je napočil slavnostni trenutek. Trenutek, ko vam s ponosom predstavljamo 47 novih častnikov Slovenske vojske. Za častnike pričnite s podelitvijo činov. Na podlagi odredbe ministrice za obrambo Republike Slovenije čin poročnika prejmejo Damjan Jarc, Uroš Horvat, Lan Nemanja Janković, Jan Seliškar, Bojan Kuzmič, Matej Perger, Žiga Štekovič, Anže Novak, Aleš Siničič, Rok Volk, Marko Berkopec, Albert Pelaj, Klemen Brovč, David Grajžel,
Benjamin Najvirt, Martin Strelec, Gregor Konda, Anja Zupin, Klemen Pačnik, Nataša Murko, Gregor Kralj, David Necmeskal, Klemen Polšak, Tadej Gračnar, Marko Gačnik, Bravo! Denis Loredan, Jernej Simonič, Miran Kunstel, Sašo Vene, Lucijan Cverlin, Benjamin Grojzdek, Simon Mihič, David Bojanec, Luka Hočevar, Matija Črne, Jasmina Štingl, Tadej Hafner,
Peter Kavčič, Jana Žerdoner, Luka Nemec, Gorazd Pusovnik, Katja Bezjak, Linda Pelaj, Nina Večan, Anja Knap, Sanja Peklar, ter Ana Grubar. Iskrene čestitke novim poročnikom Slovenske vojske. Mi pa ponovno prisluhnimo orkestru Slovenske vojske ob skladbi Prinesi mi rože. Orkester, izvolite.
Orkester, hvala lepa. Danes smo že spoznali nove častnike Slovenske vojske. V Centru vojaških šol pa se karierno izobražujejo tudi častniki, ki nadgradijo svoje znanje v poveljniško-štabni šoli. V šolskem letu 2016 je šolanje zaključilo skupaj 28 slušateljev na poveljniško-štabni šoli, ki bodo po zaključku šolanja prevzeli pomembne dolžnosti v svojih enotah. Štabno šolanje na poveljniško-štabni šoli so uspešno zaključili nadporočnik Blaž Cizerle, nadporočnik Miran Dernikovič, nadporočnik Aleš Hočevar, nadporočnik Tilen Kavčič, nadporočnik Franc Kokol, nadporočnik Zoran Leskovšek, nadporočnica Vesna Lukan Oražem, nadporočnik Luka Narad, nadporočnik Grega Osojnik, nadporočnica Mojca Rapodec, nadporočnik Branko Simšič, nadporočnica Anita Sovič, ter nadporočnik Robert Tomše. Višji štabni tečaj na poveljniško-štabni šoli pa so uspešno zaključili major Tilen Berger,
Major Boris Delobst, Major Janez Dresler, Major Robert Frank, stotnik Peter Jazbinšek, kapitan korvete Ludvík Kožar, stotnik Matej Krašovic, stotnik Franjo Krištof Lapanja, major Slavko Majcen, major Dragan Marič, majorka Nina Raduha, stotnik Gorazd Sagadin, stotnik Damjan Štrucelj, major Aleš Umek, ter major Aleš Zelenko. Iskrene čestitke vsem slušateljem, ki so uspešno zaključili štabno in višje štabno šolanje. Orkester pa je za nas pripravil še eno skladbo, in sicer Avsenikovo. Večer na Robleku. Pa prisluhnimo.
Ponovno hvala lepa, orkester. Tekom izobraževanja so svojo vojaško žilico izoblikovali vsi, ki danes stojijo pred nami. V času šolanja so vsi slušatelji pokazali veliko vneme in znanja. Toda tudi med dobrimi se vedno najdejo še boljši. Tako je tudi na naših šolanjih. Predstavili vam bomo najboljše. Za najboljši uspeh v posamezni šoli kandidat prejme zlato plaketo šole, drugi najboljši srebrno in tretji bronasto plaketo šole. Na krajši slovesnosti v okviru šol sta poveljnik šole za častnike polkovnik Boštjan Baš in poveljnik poveljniško-štabne šole polkovnik Zoran Jankovič danes že podelila srebrne in bronaste plakete šol. Na šoli za častnike so bronasto plaketo prejeli v 26. generaciji poročnik Benjamin Najvirt, v 27. generaciji poročnik Matej Perger, v 28. generaciji poročnik David Grajžel. In srebrno plaketo šole za častnike v 26. generaciji poročnik Uroš Horvat, v 27. generaciji poročnik Luka Nemec in v 28. generaciji poročnik Aleš Siničič. Najboljšim slušateljem v posamezni generaciji pa bomo plakete podelili tukaj. Zlato plaketo kot najboljši slušatelj šole za častnike v 26. generaciji prejme poročnik Lan Nemanja Jankovič. V 27. generaciji poročnica Ana Grubar. V 28. generaciji poročnica Jana Žrdoner. Jaz pa prosim poveljnika šole za častnike, polkovnika Baša, da podeli zlate plakete najboljšim slušateljem. V poveljniško-štabni šoli Centra vojaških šol sta bronasto plaketo poveljniško-štabne šole prejela stotnik Damjan Štrucelj in nadporočnik Luka Narat. Srebrno plaketo poveljniško-štabne šole pa major Robert Frank ter nadporočnik Zoran Leskovšek.
Zlato plaketo kot najboljši slušatelj štabnega šolanja prejme nadporočnik Tilen Kavčič. In zlato plaketo kot najboljši slušatelj višjega štabnega tečaja prejme majorka Nina Raduha. Prosim še poveljnika, poveljniško-štabne šole polkovnika Jankoviča, da podeli zlate plakete najboljšima slušateljama. Sedaj pa kot predstavnika vseh častnikov, ki so v tem šolskem letu zaključili šolanje v Centru vojaških šol, pred mikrofon vabim majorko Nino Raduha. Izvolite. Spoštovana ministrica, načelnik generalštaba, gospod župan, visoki gostje, svojci današnjih diplomantov, otroci, dame in gospodje, lepo pozdravljeni tudi z naše šolske strani. Vsem, ki služimo domovini v vojaški uniformi, je skupna prisega, da bomo branili domovino ter zvestno izpolnjevali svoje dolžnosti. Ne glede na čin in na dolžnost, zato in ob dejstvu, da sem že bila slušateljica vseh podobnih šol, se mi ne bo težko vživeti v vlogo slušateljev častniškega in štabnega šolanja in vam poleg svojih misli prebrati tudi njihova sporočila. Pravzaprav si to štejem v čast. Z namenom, da postanejo častniki, so se kandidati za častnike v začetku tega leta odpravili v Vipavo. Ne vedoč, kaj jih tam čaka, danes vedo. Na ramah in na rokavih se jim že ponosno sijejo prvi častniški čini, poročniki. In svojo izkušnjo opišejo tako. Takoj so nas prizemljili. Naše predstave smo opustili in začeli graditi svoje spomine. Številčno združene 3 generacije smo za inštruktorski kader predstavljali nemali izziv, predvsem pri izgradnji kolektiva. Na terenskih usposabljanjih so nam postavljali ovire, ki smo jih lahko premagali le skupaj. V znoju tudi kakšna solza trme je stekla po licih. Na koncu smo uspeli, kar je najpomembnejše, postali smo ekipa. Velika, povezana ekipa. A šolanje je bilo več kot le terensko usposabljanje. Šolske klopi so bile neizmeren vir novega znanja. Zdaj bolj poznamo sami sebe in vemo, kaj je temelj vsakega častnika. Šolanje je bila nepozabna izkušnja. Zavedamo se, da se pot naše prisege danes začenja in da se učenje ne bo nikoli končalo. In svoje misli strnejo zahvalo poveljujočim in inštruktorjem šole za častnike. 28. generacija štabnega šolanja je štela 13 zelo drugačnih pripadnikov Slovenske vojske, ki so za pestrost poskrbeli tudi s precejšno razliko v letih. Njihov najboljši slušatelj pa je svojo izkušnjo opisal takole. Pred pol leta se nas je srečnih 13 odpravilo na skupno pot. Pot, ki nas je zavedno povezala. Bili smo zelo različni, od logistov, pehote, vezistov, gardistov in letalcev, pa vendar pripravljeni na sodelovanje.
Vojaški objekt Kadetnica je postal vozlišče našega izobraževanja in izpopolnjevanja. Nemalokrat smo ga imenovali kar zajčja luknja, v kateri smo se znašli. Soočanje z delovnimi procesi smo uspešno prestali z izkazanim taktičnim potrpljenjem, s pomočjo predavateljem in z medsebojnim sodelovanjem. Pripravljenost pomagati drug drugemu nas je še posebej zaznamovala in prerasli smo v dobro uigran tim. In ravno ekipa je tisto, za kar si prizadevamo in stremimo v našem poklicu. Možnost, da lahko naredimo nekaj dobrega, prispevamo in damo del sebe, je nekaj, kar nam ne more nihče vzeti. S ponosom se bom spominjal, da sem bil del te zgodbe, v kateri smo vsi prehodili zastavljeno pot. Velika hvala za modro vodenje, častniški zgled in zaupanje tudi vodi našega tečaja, majorju Pretnarju. In če zdaj nadaljujem svojo zgodbo in se vrnem na začetek k prisegi. Spomnim se svoje. Od takrat se zavedam, da je biti vojak, biti častnik, biti del Slovenske vojske življenje, odgovorno življenje. Mojega z menoj živijo vsi. Moji starši, ki me brezpogojno in neizmerno podpirajo. Mož, ki ve, kaj je moja prisega. Otroci, ki zmorejo kdaj narediti nalogo tudi brez mene. In moji prijatelji, ki vedo, da sem z vami, vojaški kamerati, srečna. In zato sem vsem zares hvaležna. Od tistega dne, ko sem prisegla in do danes, je vojska okolje, ki me vedno znova česa nauči, kjer se srečujem in delam z najboljšimi poveljniki, s predanimi in motivirami vojaki, z nezamenljivimi posamezniki v enotah in poveljstvih ter učnih skupinah. Takšna je tudi ta iz višjega štabnega šolanja z majorem Tepehom na čelu, brez katere današnjega uspeha zagotovo ne bi dosegla. Od vseh in povsod sem se in se učim, to je moj privilegij. In to, kar danes vem, je osnova za moje delo. Vem, da v vojski nisi in ne moreš biti osameli jezdec, da smo tim, ki skupaj vesla, da so vrednote tiste, ki nas povezujejo in po katerih se ravnamo. Spoznala sem, da so spremembe dobre, da nas silijo v to, da smo aktivni in iščemo nove rešitve, da ne zaspimo na lovorikah stare slave, ampak kopljemo naprej. Naučila sem se, da če hočeš zmagati v boju, moraš biti boljši od nasprotnika, narediti moraš potezo več. Zato je treba biti dober, povprečneži ne morejo zmagovati. Zavedam se, da je zunanji svet le odsev notranjega, zato je ključ do uspeha nenehna osebna rast in trdno delo. Vem, da je dobro biti pripravljen, da dvigneš roko in prevzameš nalogo, še posebej, če se zavzemaš pravo stvar. Tako lahko dosežem še več. Pa ni vedno lahko, sploh ne v današnjem času. Dnevno smo soočeni s pomanjkanjem. Samo naša motiviranost, predanost in skrbnost ohranjajo našo moč, ko se moramo poleg vseh drugih nalog dnevno soočali z dilemo, kako z manj več, kako ostati kredibilen sobojevnik in zorno izvršiti nalogo ob zavedanju, da o nas odločajo drugi. A vem, da vemo, da so težave zato, da jih premagamo in ko najdemo pot, na drugo stran smo zmagovalci. Kadar se potem obrnemo in pogledamo nazaj, vidimo, da smo bogatejši za novo izkušnjo, pametnejši za novo spoznanje in pogumnejši pred novim izzivom. Z ekipo, s profesionalci, s katerimi sem se tekom svoje kariere srečevala, vem, da lahko sežemo do zvezd. Jaz danes sem s svojo ekipo. Hvala za to. Majorka, hvala lepa. Thank you.
Spoštovani, s tem je današnja slovesnost zaključena. Zahvaljujemo se vsem, ki ste bili danes z nami ter s svojo prisotnostjo počastili vse današnje diplomante Centra vojaških šol. Ministrico za obrambo gospod Andrejo Katič in načelnika Generalštaba Slovenske vojske, generalmajorja dr. Andreja Ostermana, vabimo na skupinsko spominsko fotografiranje s slušatelji. Hvala in prijeten vikend ter varno pot domov.